Torej, kot je že Nataša, povedala, sem se udeležila konference v imenu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, za kar sem jim zelo hvaležna in pa seveda svojemu delodajalcu, ki me podpira pri mojem aktivnem udejstvovanju v zvezi. Konference se nisem udeležila kot edina Slovenka, so se udeležila tudi še Aleš Klemen iz Mestne knjižnice Ljubljana in pa Urša Likar Luzar iz knjižnice Milana Jarca Novo mesto. Vsak seveda v svoji vlogi, ampak je bilo prijetno, ker smo se lahko predebatirali vsakodnevne predavanja. Smo pa pozabili narediti skupno fotografijo, tako da dogajanje je bilo tako pestro. Ko bo šlo to naprej. Konferenca je bila izjemno vsebinsko bogata, težko zelo pomembna in hkrati navdihujoča. In danes bomo skušali pogledati, kaj smo tam videli, slišali, spoznali in kakšen pomen ima to za naše knjižnice. Vabim pa vas, da si vsebine podrobneje ogledate tudi na njihovi spletni strani, kjer se nahajajo posnetki ali pa predstavitve. Zdaj, preden bi predstavila samo konferenco, bi želela izpostaviti, katera združenja oziroma organizacije delujejo v evropskem prostoru, in sicer so to Liber, Eblida, NAPL, Public Libraries 2030 in IFLA European Division. Zakaj se mi zdi to pomembno izpostaviti? Zato, ker smo trenutno v situaciji, ko te organizacije se trudijo, zelo trudijo skupaj povezano delovati kot eno, in kot vidimo, zakaj sem tukaj izpostavila sedeže, torej 3 izmed večjih, pomembnejših organizacij imajo sedež v Hagu in se tudi vsake toliko dobijo, pogovorijo o tem, v katero smer bi želeli iti skupaj. Ker stremijo k temu, da delujejo kot en povezan glas knjižničarstva v Evropi in da si ne predstavljajo drug drugemu konkurence. Zdaj, za tiste, ki morda še niste slišali za Eblido, gre za Evropsko krovno združenje knjižničnih, informacijskih in dokumentacijskih organizacij in je v letošnjem letu sprejela prav na srečanju v Rigi strategijo, kjer se ukvarja oziroma podpira stremi k zagovorništvu in vplivanju na politike, sodelovanje z Evropsko unijo in na mednarodno raven, trajnostni razvoj in digitalno preobrazbo ter krepitev zmogljivosti in spodbujanja pismenosti. Kako je izgledal program srečanja na hitro? V prvih 2 dneh, to, kar je pred konferenco, je priložnost si ogledati knjižnice, tako da toplo priporočam, da se udeležite tega. Potem je predkonferenca, kjer so sestanki izvršnih odborov, upravnih odborov, delovnih skupin. Potem za nas najpomembnejše letno srečanje sveta Eblide, kjer se sprejemajo strategije, volitve in podobno. Kasneje smo organizirali tudi ogled nacionalne knjižnice Latvije in pa razstave Pravice do knjižnice. 8. aprila pa potem potekala letna konferenca z temo Power of Resilience, kasneje 9. aprila pa še zadnje seje in pa obisk knjižnic. Zdaj pa kar po tem programu si ogledali, kaj smo videli kot krajše poročilo. Ogledali smo si knjižnico Ulbroka, in sicer je to knjižnica, ki ni samo prostor za gradivo, ampak je središče kulture in skupnosti in ima poseben poudarek na lokalni zgodovini, pesniških tradicijah, skupnostnih dogodkih in kulturni identiteti. Arhitektura je svetla, odprta in zasnovana tako, da ljudi spodbuja k druženju, ustvarjanju in pa spoznavanju kulturne identitete. Naslednja knjižnica, morda ste za njo že slišali, je knjižnica Ogre. Gre za osrednjo knjižnico, ki je ena najmodernejših knjižnic v baltski regiji. In sicer je bila leta 2022 finalistka prestižne nagrade IFLA Systematic Public Library of the Year. In v obrazložitvi so zapisali, da knjižnica izstopa po obsežni uporabi lesa, tako v notranjosti kot zunanjosti, ki poleg trajnosti ustvarja tudi topel in vabljiv videz. In mi smo bili navdušeni nad stavbo. Zdaj, fotografije niso najboljše, se opravičujem, ampak da dobite nek občutek te toplote. Na začetku imajo potem ob vstopu v knjižnico tudi nek pregled porabe energije,
knjigomate, prostore za učenje, veliko dvorano, potem ogromno nekih sedežev ob steklenih stenah, oknih, dekorativni elementi iz knjig, potem tudi knjigomati, informacije o informacijskih virih, posebni kotički za družabne igre, tudi predstavljene starejše družabne igre. Prostor za oddelek za mlade, torej v ta prostor imajo vstop samo mladi, to je konec osnovne šole in pa srednješolci, da se tukaj res počutijo varno in da posvojijo prostor. Najbolj navdušeni smo bili nad otroškim oddelkom, kjer je res prilagojeno vse njihovi višini, njihovim potrebam, od materialov. Imajo tudi manjši knjigomat, in pa seveda plezalna stena. Mislim, da nas je to vse Slovence najbolj navdušilo. Imajo tudi bibliobus, in pa mislim, da še tega nihče ni opazil v kakšni knjižnici, poročno dvorano. Zdaj se mogoče malo slabše vidi, tole je, ker je vse stekleno, ampak to je bil kar manjši šok za nas, da se to vse lahko zgodi v knjižnici. Imajo tudi urad, kjer se vse uradno zgodi. Tako, drug dan pa se je potem pričelo letno srečanje, kjer smo med drugim potrdili strategijo, pregledali časovnico strategije. In pa to je zanimivo, mogoče informacija, katere knjižnice oziroma koliko knjižnic nima Library Act v svoji državi. Kar nekaj knjižnic, tudi naših sosed. Potem pa smo si ogledali nacionalno knjižnico Latvije, ki od zunaj izgleda takole. Najbolj znana je stena z knjigami, ki jo dobijo v dar kot protokolarno darilo. In pa potem različni oddelki. Zdaj imamo premalo časa, da bi se vse ogledali. Izpostavila pa bi otroški oddelek, kar se mi zdi specifika za nacionalno knjižnico. Tudi ob vstopu v knjižnico lahko vidimo ogromno staršev z majhnimi otroki. Predvsem predvidevamo zato, da je ta oddelek tako močen, ker so splošne knjižnice nekoliko slabše vzpostavljene oziroma opremljene v bližini in se potem raje starši zatekajo z otroki sem. In pa zanimiva razstava, ki je potekala, različni vidiki, predstavljeni in poklic knjižničarja in knjižničarstvo na splošno v Latviji. Kot zaključek predstave pa so bile predstavljene knjige na temo branja knjižnic, knjižničarjev in tam smo našli tudi knjigo našega profesorja, doktor Kovača, v latvijskem jeziku. Pa še en primer bolj hudomušne knjige. Tako, naslednji dan se je potem pričela konferenca, torej knjige in branje v dobi umetne inteligence. Z nekaj panelnimi predstavitvami na temo umetne inteligence, ali bo umetna inteligenca nadomestila knjižnice in knjižničarje. Na koncu zaključil pozitivno, da moramo knjižničarji, tako kot smo že slišali, sodelovati in uporabiti tehnologijo v naš prid. Potem je bilo izpostavljeno tudi založništvo v dobi umetne inteligence in pa sodelovanje s knjižnicami. To je primer danskih knjižnic. Ki je prav tako pozitivno zaključil, da morajo knjižnice in založniki sodelovati, pri tem pa seveda izkoristiti moč umetne inteligence, ki lahko poveča učinkovitost in odkrivanje vsebin,
vendar ne more nadomestiti človekovega uredniškega pregleda in pa odgovornosti do vsebine. Ena najpomembnejših delov celotne konference bi bila okrogla miza, ki jo vodil Andrew Cranfield in sodelovali sta Erna Winters in Kristen Bolt. In pogovor je bil osredotočen na novi strategiji obeh organizacij in na vprašanje, kako se med seboj razlikujeta in dopolnjujeta. Na splošno na konferenci smo se precej spraševali vsak, kje kot organizacija, kot posameznik, kot predstavnik določene organizacije, knjižnice, najti svoje mesto, kakšne so razlike med IFLO, med Eblido. In Kristen Bolt je predstavila ključne poudarke nove strategije IFLE. Prvi poudarek je bil povezan, je bil, da je povezana globalna knjižnična skupnost, torej knjižnice naj bi delovale vsaka zase, ampak ne bi delovala, kot vsaka zase, ampak kot knjižnična mreža, ki si izmenjuje izkušnje, znanje in se podpira pri skupnih izzivih. Drugi poudarek je bil, da morajo knjižnice postati prepoznavni partnerji, torej ne le kot kulturne ustanove, temveč kot pomembni akterji na področju kulture, izobraževanja, digitalizacije in pa demokracije. In tretji poudarek je, da so knjižnice akterji družbenih sprememb. In na to je Erna predstavila strategijo Eblida, torej pojasnila je, da je Eblida svojo strategijo gradi na 3 ključnih stebrih, torej demokraciji, legitimnosti knjižnic in pa skupnosti. In demokracija pomeni, da so knjižnice prostor, kjer se krepi javni dialog, kjer imajo ljudje možnost dostopa do informacij, dostopa oziroma možnosti do kritičnega razmisleka in pa različnih perspektiv. Legitimnost knjižnic pa se nanaša na to, da morajo knjižnice pridobiti in ohranjati zaupanje odločevalcev, političnih struktur in širše javnosti kot resni partnerji pri razvoju družbenih in pa kulturnih politik. Tretji steber pa je skupnost, poudarja knjižnice kot središče, ki povezuje ljudi, ki krepijo socialno kohezijo, ki prispevajo k odpornosti lokalnih okolij. Posebej je poudarila, da Eblida sodeluje in zagotavlja, izpostavlja vlogo Eblide kot glavne pri evropskem zagovorništvu knjižnic, pri projektih povezanih s cilji za trajnostnim razvojem, pri digitalni transformaciji in pa pri projektu Elan, ki je namenjen krepitvi knjižničnih združenj. Po koncu okrogle mize pa je potem Andrew sogovornici prosil za kratek zaključek in Kristen je povzela, da se pri IFLI vse vrti okoli knjižnic in tega, da skupnostnim skupaj služijo bolje. Erna pa je dodala, da se vse pri Eblidi vrti okoli skupnosti, torej knjižnične skupnosti in skupnosti, ki služimo. Tako da na vsaka svojem vidiku dodal en kamenček k evropski knjižnični zgodbi. Še ena fotografija. Potem pa smo še imeli en primer, predavanje spodbujanja močnih knjižnic za živahne skupnosti. Po odmoru smo se pa razdelili glede na to, kar nas je najbolj zanimalo. Torej, ena izmed tem je bila zavzemanje za knjižnice v današnji politični krajini, izzivi in priložnosti za knjižnična združenja, potem stanje branja in kampanj za promocijo branja danes, in pa o tehnologiji in sodelovanju. Jaz sem se udeležila te in je bila izjemno zanimiva. Mikel je predstavil danski primer, Sven pa norveški primer uporabe jezikovnih modelov v sodelovanju z nacionalno knjižnico. Zdaj mislim, da nimamo dovolj časa, da bi vse predstavila. Tako da vas vabim, da si pogledate posnetke. Prvič so na konferenci izvedli tudi lightning talks, torej v 1 uri se je predstavilo 12 govornikov, torej vsak je imel približno 5 minut časa. V odmoru so se potem predstavili še na stojnicah in smo imeli možnosti postavljati vprašanja in se z njimi pogovarjati na teme, ki so jih predstavili, kar se je izkazalo za izjemno dobro idejo.
da smo lahko v čim krajšem času izvedeli, slišali, se seznanili z čim več različnimi projekti in potem, glede na zanimanje, pristopili. Zadnji dan pa smo se potem spet razdelili. Najprej je imel svoj dogodek, Evlida pa je predstavila projekt Elan, torej čisto na kratko, gre za projekt, ki se je začel v letu 2025 in traja do leta 2028. Temelji pa na 5 stebrih, torej na knjižničnih strokovnjakih, knjižnice za ljudi, knjižnice za planet, soustvarjalna partnerstva in pa digitalna transformacija. V kolikor vas več zanima, kaj o tem, vas vabim, da si preberete na spletni strani. Zadnji dan pa smo si potem ogledali tudi še visokošolsko knjižnico, torej knjižnico Univerze v Latviji, ki je v 2 prostorih. Na hitro, ker smo že tudi čez čas. To se mi je zdel zanimiv primer promocije informacijskih virov, ampak ko sem jih povprašala, ali beležijo statistiko v smislu, ali se kaj poveča na ta račun uporaba elektronskih virov, so povedali, da ne merijo metrike. Tako da še nekaj primerov kotičkov za sproščanje. To je potem druga stavba, ki pokriva predvsem področje medicine, matematike. Študenti imajo nekaj prostora za sproščanje. Desna naprava pa je namenjena izposoji prenosnikov. To je to, en kratek pregled. Kolikor vas je pritegnila vsebina, bi si želeli kaj več izvedeti o tem, vas vabim, da se udeležite prihodnje konference leta 2026, ki bo v Pragi. Moramo priznati, da sem res na tej konferenci začutila ta moč skupnosti, da si se lahko udeležil česarkoli, tudi udeležila sem se srečne delovne skupine in nihče ni rekel, ne smeš se tega udeležiti, ne smeš biti tukaj. Vsi so odprti, sproščeni, pripravljeni pomagati, prisluhniti. Tako da res ena odprta skupnost in se veselim, kaj pripravljajo v prihodnosti.